Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Što je fajn teden, malo si doma, malo priješ nazaj, pol pa spet vikend, pa še festival Lence začne danes. Vrhunsko. Nekaj druga misle reči. Ti že imaš danes, si opazila, Ana, danes ima Jeger že celo jutro, malo lentovsko jutro, ne? Če sem že včeraj bil, Ja, sej. je bilo fajn. In danes več grem spet in tako dalje. Dan zjutraj pa kalna ukica, ne? Malo, ja. Ta utrujenost. Veš, kaki stres sem doživljal včeraj zvečer, sem že malo zaspal, pa nisem vedel, sem si vklopil budilko nazaj, ali ne? Si, ne? Sem na srečo, ja. Drugače me ne je bilo tudi danes. Ja, pazite na se, čez dan, zdaj bodo vroči dnevi, to je dejstvo, vikend bo izjemno vroč, dajte se ohladiti, idealno za na otokit, ne? Pa seveda zvečer na Lent, se vidimo na Lentu, ne? Ali kaj, Ana? Ja, pa ne, ne vem, če se sama menita že celi čas, ne vem, kaj naj rečem. Za tebe se Lent začne v sredo šele. Ja, gledaj, full card. Tako je. Lahko mi imamo res slogano, izjemna. bila bi full card. Tako je. Tako da uživajte, res, naj se poletje začne na Lentu. Jeger, ti ne znaš hopsati več. Tudi znam. Fertik je šlamla. Ne, Ful čudno, Jeger. res je. Za bobnarja, ki naj bi bil ritmično usklajen in ki bi naj imel kontrolo nad različnimi deli telesa. Ja, pa, no, čist v redu sem hopsal. Kaj ne? Ne. Malo da sem. Ko žirafa. Ja. Res. Pač jaz tako hopsam, kaj? Ne. Ja, Ampak ja, zanimiv eksperiment, res očitno drži, da z leti ljudje pač pozabijo oziroma ne znajo več hopsati. jaz mislim, da sem čisto verjel hopsal. Ne. Kaj te pa ti pokažeš, kako se hopsa? Jaz? Ja. Lahko. Ja, daj. Če je mlada, Če sem 20 stara. Ja, no, tudi stara. to niti ne rabi kazati več, Ja. ker zdaj pazi, Jeger, to je tanka je meja, Ne, veš, ne. da ne pridejo socialne ali pa policije. Tako da pazi, kaj govoriš naši študentki. 10 minut pred 6 se spomnita morda harvardskega kozmologa, ki je zelo razvpit v tej vesoljski sferi akademikov. Ja? Avi Loeb, to je tisti, ki je namignil takrat, veš, ko so prišli ti neki elementi oziroma neki meteoriti, kot so rekli. Oni, ko je izgledal kot cigara, pa pol še eden, pa se nekaj imena so, samo pač ta trenutek ne spomnim. Da naj bi to bile nezemeljske oblike življenja preoblečene v meteorite. Vesoljci. Ja, se veš, takrat se je dosti govorilo, kako ne naravno spreminja smer, kako bremza, ko bi moral pospeševati, pa vse te stvari. Ne, No in kaj je tokrat videl? ne kaj je videl. Njegova razmišljanja in besede so končno prodrle tudi v ovalno pisarno. Ojoj. Ja, ker bo zdaj vodil novo skrivnostno znanstveno svetovalno skupino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki preučuje varnostna tveganja povezana z NLP-ji. Ojoj. Ličiš. Dobro, Dva ne? na kupu, super. Dobro, ne? O čem se menijo? Mislim, to se meni zdi absolutno kakšna varnostna tveganja. Mislim, če so oni prišli iz ne vem kakega planeta, od ne vem kod, do nas, Ja, točno to. mi, ki ne moremo ki niti ne hopsamo več, prav ne, Jeger, nimamo šans proti njihovi tehnologiji, to je A. In B, glavno varnostno tveganje po pričanjih številnih, ki so bili že ugrabljeni v bistvu, ne, je tu v ekvatorskem predelu, tako da morali bi samo deliti listke, stisni rit. Torej, svetovno prvenstvo v fuzbalu, kako delajo, ha? Kako delajo. Trenutno teče še zadnja tekma tega kroga oziroma tega tekmovalnega dne. In sicer Švica Alžirija, drugi polčas se Švicari vodijo z 2-0. Bi moralo tako na prvi pogled biti dovolj, ampak so že vodile reprezentance 2-0, pa zgubile 3-2. Ne bi kazal s prstom na tekmo Belgija-Senegal.
ko se je zgodil eden največjih preobratov v zgodovini svetovnih prvenstev. No, dve tekmi pa sta bili odigrani, Španija, Avstrija, tu nekega večjega presenečenja ni bilo. 3-0, avtomat pa srečno. Ja, no, vse so bili favoriti. Tu imate 3 komade, pa smer grala. Tak pač je. Ja, seveda so bili Španci favoriti, ne le v tej tekmi, ampak so eni od favoritov prvenstva. A na to pa tekma, ki je bila tudi aktualna, Krupskofi kraš tekma pri nas na totem radiju, Portugalska, Hrvaška, 2-1. Sicer res dobra tekma, super, veliko priložnosti, lahko bi šlo v katerokoli smer, tako da smo si na jasnem. Tudi veliko bo prelitega črnila na temo razveljavljenega zadetka Guardiola v 13. minuti sodnikovega podaljška. Tako da, žal ne, malo je sfalilo tudi sreče. Ja, imeli so dovolj časa. Ali pa znanje tudi. Jaz rekel samo časa, ne? Časa imajo vsi enako odmerjenega, pač niso dali gola. Eni v tem času zmagajo, drugi ne. Tako, evo. To je ta življenjska resnica, širše se lahko uporabi, ne zgolj na tem fuzbala. Da je jokat za tisti gol, če je bil razveljavljen, Ja, tako. Ja pa dobro, no pa zdaj pa kaj? Se veš, ne, jaz sem bil absolutno indiferenten v tej tekmi, meni pač samo pomembno, da je bil dober fuzbal. Vem pa, da se pač marsikdo sekira, na drugi strani pa jih je veliko veselih. Jaz sem že enem mojemu prijatelju na Portugalskem že pisal na vse zgodaj danes. Pa mu čestital. Seveda. Samo ti verjetno še ni nič odpisal. Je resno. Seveda, da je odpisal. In zanimivo pri Portugalcih je, to je treba enkrat doživeti, da gledaš tekmo portugalske reprezentance s Portugalcem. Verjemite, če ste kdaj na tribunah v Ljudskem vrtu mislili, da vsi vejo vse o fuzbalu, mi smo kamilice. Ker to je pa bolj izraženega, vodimo 3-0 in smo jezni, ker ni že 7-0, še v življenju nisem videl. Imamo vložene, igramo tako, da hranimo moči. Ne, to je vse slabo. Vse, popadajo gol pa, ja, sej samo. Še vedno je slabo. Še vedno je slabo. Tako da ja, če boste le imeli priložnost, tako, potem to izkoristite. Drugače pa zanimiv večer je bil, oziroma zanimiva noč. Danes pravzaprav samo ena tekma, ko rečemo danes pri nas, Avstralija, Egipt ob 22, na to pa Argentina, Zelenortski otoki in pa Kolumbija, Gana po noči oziroma zgodaj jutri zjutraj. Pa se je spet zgodilo. Tina je prišel mimo Fras in Med Varšovu, ne, in kaj je rekel? Čuj, Fras. Viš, kak si bil blizu danes? Res si bil. Dan si pa bil, na moment sploh nisem vedel prav ne, kaj je zdaj posnetek, ali si ti big. Ok, in nov Tinetov slabi vic je bil, pa se ga spomnimo. Čuj, Fras. V hladilniku se Paradajz pa Pašteta pogovarjata. Konec bi lahko bilo spet. Pa reče Pašteta: Paradajz, kaj ti spiš? Ne morem, od razburjena. Kogega razburjena? Če gremo na morje jutri. Spomnil, ne? Na okus si se spomnil. Ja, njam. Danes je petek, 3. julij, dobrodošli pred zadnji dan našega festivala Lent. Mimo grede sta že imela kdaj situacijo, da se kakšna čaga ni končala, kot sta si zamislili ali pa ste si zamislili? Jaz se zdaj ravno prav en primer iz Kitajske, ko je vse skup štimalo, dokler ni ona dala gret pečice, pa ni vedela, da on v pečici rakete hrani. O moj bog. Je bilo kar zabavno, ne? Bi rekel. Danes je petek, 3. julij, torej pred zadnji dan našega festivala Lent. To je, se pravim, tudi če vam kdaj kaj v programu, mogoče, ne vem, kaj ta zavem, se veš, kaj ta
Pa idi pogledat, ne? Ja, to je čar našega festivala, ker je mesto polno, tako ali tako vedno srečaš koga, pa pač se ustaviš pred kakim odrom in samo zato, če nekaj ne poznaš, ne, še ne pomeni, da ni... Točno da te morda ne zanima, da ni zate. Zato, ker si lahko tako tudi razširiš glasbena in tudi vsa ostala obzorja. Ne? Res je, tu je polkart, tu je stand-up oder, tu je tudi festival uličnih gledališč Ana Desetnica. Recimo, ne? In danes zagotovo, to pa moramo dati na prvo mesto, ko napovedujemo vsaj mednarodno gledano prve zvezde festivala Lent na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, Morčiba. Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni tsunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo. Hvala, težki. Res dober, ne? Opis. Danes tudi na Jazz Lentu fenomenalen koncert. David Brown, povej, kaj bo danes tam na vašem odru. Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo 3 velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh. In seveda pol ima zelo kratko pot do afterja. Če si razve za vogom, samo ja, okoli greš pa je. In seveda, ura je 6:43, čas je za poslansko vprašanje. Danes zjutraj Šegec, kaj imamo na Jurčkovem večerovem odru? Ob 21. uri rezerviran za lokalce, in sicer vokalni instrumentalni sastav Mojca, jaz sem sam, s Fekijem na basu, ki ga vsi poznate, in hard rockeri Hammer, poslušal sem jih na Štuku, moram veš, fanti ga žgejo in kaj več ne rabi za rock'n'roll, samo žgat ga je treba dobro, Sonki je pa tak norec. Pa pravijo, ne, da tudi na splošno, v študentskih letih. Ne, Ema? Ja, ne vem. Okay, dobro, ne, se pač so širše debate, ne. Ja. Okay. Festival Lent, torej bo tudi danes fenomenalen, vreme bo super, tako da pridite. Že skoraj nemogoče vprašanje, petek je. Okay. Jeger Ema, vsak na svoji strani. Ja. Ja. Kako me gleda. Je hudo te gleda, ja, res je. Sveda tudi danes skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora, ali pač. Tako. Ok. Danes sem dal lahko. Jaz bi si želel, Jeger, da enkrat ti vseeno zmagaš. Enkrat, saj sem že večkrat. Enkrat, da je. Enkrat. Ima nas, se predajajo naprej. Nikoli samo. Ne veš, morda imaš izjemen talent za skoraj nemogoče vprašanje. Torej, pozor, 30%, dobrih 30% ljudi je v tej raziskavi povedalo, da to naredijo skoraj da vsakič ali pa zelo pogosto, takoj potem, ko se vležejo v posteljo. Pokrijejo se, obrnejo se na bok. Gledajo v telefon. Gledajo na uro. Budilko. Ja, to. Nar bi lahko dal gor, da bodo ti, da bo to prvič. Luč prižgajo. Kosno. 30%. 30, to je 3 od 10. Zokne se to ni. Ja. Pižamo si dol spodnji del. Ja, pač. Ne, to sem samo za idejo. Samo za idejo je bil kratek aplauz. 30% jih najprej naredi to, ko se naredi, ko se vležejo v posteljo. Popravijo si blazino. Nič se ne popravijo, nič se ne pokrijejo, nič ne vžgejo, nič ne... Dajo partnerju, partnerki. Ne. To, če so pravi, več kot 30%. Ja, tako se. No? Odložijo telefon. Ne. Snamejo uro. Dajo telefon na polnilec. Ne. Takoj potem, ko se vležejo, 30%. Ja, kaj rečejo, kaj? Ja, verjetno tudi rečejo, ampak ni... Zazehajo. Okay, ne. Samo še en poskus, ker vem, da nikamor to ne gre. Kaj?
ko jaz pridem v posteljo, se vležem in ne nahodi zraven, ne hodi zraven. Dobro jutro. Ne. Jaz sem prišla s kleti gor, ker imam en poskus. Povej. Ej, Takoj zaspijo. Dolbala sem. dobro, brez veze si hodil s kleti gor. Okay, Nimam pojma. Nimaš pojma. Jaz, ko pridem v postelju, Ko prideš Ti k vzameš postelju, telefon v roke, koliko smo zadnjič Ja. ugotovili. Jaz pač Oziroma objavljam se- in plišata. plišota. Ja. kaj naredi 30%? 30% ljudi, ko se vleže, se spomnijo, da so nekaj pozabili in se spet vstanejo. A ja, ni šans. Ne, Nikoli. jaz to ne. Jaz se skupaj. Kaj gorijo luči po stanovanju? Danes je torej petek, 3. julij in predzadnji dan festivala Lent, ki se vedno začne kje? Vsak dan? Ja, v Art Campu, v mestnem parku. Ja, okay. Ob 9:00. Najprej, če moraš zgodaj vstati z hrdimi mislimi na včerajšnji dan, ampak ja, načeloma pa res v Art Campu. Vsak dan veliko delavnic, dogajanja, koncertov, predstavitev, teh kreativnih dekic, ki jih imajo. Ja. Pa vse je in vsega je, tako da sploh za najmlajše, pa tudi ne tako mlade, je absolutno Art Camp, place to be, ima. Ja, Tako se reče. meni je ful všeč. Se rekel prav zdaj, tako bliže generaciji zdaj? Ja, tako o je. mladih se pogovarjamo. Ampak, ko naš cenjeni kolega Matej Regland, ker je Lent, ne, Ja. več mesec, vseeno malo odkriva in razkriva ozadje dogajanja, ker na našem čudovitem festivalu je vse skupaj približno 300 ljudi, ki delajo, da vse to je res tako, kot mora biti in da smo lahko, da se lahko imamo mi preprosto fajn. In v Art Campu tokrat, ne Matej? Dobro jutro, Servus. ekipa. Bravo. Tokrat se oglašam iz prijetnega zavetja Mariborskega parka, kjer v času festivala Lent domuje priljubljeni Art Camp, ki povezuje tudi številne študente. In med njimi je študentka Lana Jošovc, ki deluje na infotočki Art Campa. Lepo zdrav, Lana. Lep pozdrav. Kdaj so se začele tvoje priprave na festival Lent in kako so izgledale? Moje priprave so se začele že v sredini meseca aprila. Takrat smo imeli prvi sestanek z ekipo, sami koordinatorji, pa to njihove priprave so se začele že malo prej. Drugače pa so potekale v obliki sestankov. Največ dela smo imeli en teden pred samim festivalom, kjer smo pripravili vse infotočke, materijale, kaj potrebujemo. Takrat je bilo najbolj intenzivno. In kako je videti tvoj običajen festivalski dan v Art Campu na infotočki? Jaz sem v bistvu prva tu v Art Campu z v bistvu tehniško ekipo, pa oder, ki začnejo, tako da najprej je treba dati vse stvari ven iz infohišice, se skuha jutranja kava, ki jo vsi zelo potrebujejo, potem pa začnejo že prihajati razni ljudje, ki potrebujejo neke informacije, kdaj se začnejo delavnice, jih usmerim, mogoče, ker Zveza prijateljev mladine, oni začnejo prvi že ob 9:00, potem razni izvajalci delavnic potrebujejo informacije, kje se nahajajo in jih povežem z njihovimi koordinatorji. Potem pa čez dan sem nekako v infotočki in dobivam razne vprašanja in vsak dan malo drugače. No, ko smo že pri vprašanjih, katera so tista najbolj pogosta vprašanja, ki jih dobiš od obiskovalcev na infotočki? V bistvu, kje je stranišče, kje je WC, potem najbolj popularna delavnica, kje je poslikava obraza in pa kdaj se vse skupaj začne, mogoče konča, kje so kakšne delavnice, to. In kateri so največji izzivi infotočke? To, da je treba vedeti za vse delavnice hkrati, kje so, kje se dogajajo za vsak dan, pa čeprav to ne veš vedno, tako da potem malo improviziraš, gledaš malo v brošure, ko te sprašuje za neke delavnice, kjer še sam ne veš točno, kje se nahajajo, da jih potem probaš usmeriti, tako da mogoče to, biti vseveden. Nepogrešljiv del opreme na infotočki? Najprej kava, seveda kava in pa seveda brošure, najprej festivala Lent in pa tudi naše Art Camp brošure, po katerih obiskovalci radi posežejo. Zanimivost Art Campa, ki je nihče ne pozna? To, da smo zelo, zelo dobri improvizatorji tu v Art Campu. Veliko je improvizacije, saj se nam hitro kakšne stvari porušijo ali zaradi vremena ali če mogoče kdo ne pride, ki bi moral imeti delavnico in potem moramo na hitro vse nazaj sestaviti, ampak se mi zdi, da tega ljudje sploh ne opazijo, da smo že kar izverzirani v tem. Katero delavnico bi letos priporočila našemu Jegru? V bistvu lahko si izdela takšnega zelo ultra zanimivega zmaja ali pa tudi našo bralno plažo, če bi prebral kakšno dobro knjigo malo v miru.
Tako ekipa, zdaj veste, zakaj je Art Camp tako priljubljen. Jeger tipa hitro na delavnice, mogoče celo poletiš z zmajem, no na bralno plažo pa prosim ne pojdi zgolj v kopalkah. Hvala za opozorilo. Res je zanimivo, ko pač malo teh stvari za kulisija slišiš in vidiš, da je. Ampak Lent ustvarjajo res srčni ljudje in brez te predanosti naš festival enostavno ne bi bil takšen, kot je. Tako da še enkrat res hvala lepa vsem. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. 20 minut pred 8 je in seveda svet tako malo stoji. Malo zaradi tega, ker je pač že kar nekaj dni Lenta, pa samo 2 dni sta še ostala. Malo pa tudi zaradi tebe, Tine. Mene? Ja, ker se čaka, kaj bo zdaj. No pressure, ne? Ja, pa petek je. Vidiš, kako veš. Ja. Nimam petkovega. Nimaš, ok. Ne. Dobro. Vseeno imamo mlajšo tu, pa ne bi zdaj rad. Ne, mene ne moti, ti ker. Ja, vreda, ja. Boš pa hodila po svetu cela na strano, imam jaz kriv, pa bo ti govorili. Kaki zraz. Niso zgubili Hrvati. To, ja. No. Kaj čemo? Res kaj čemo. Mislim, dobra tekma je bila, res škoda za. Mislim, lahko bi bili še podaljški, samo niso bili, pa dobro. Nisem gledal, priznam. Highlights poglej. Ne bom, ker vem, kak se konča, kam te gledal highlights. Da vidiš, kaj je bilo, se pa te. Ja, pa zakaj, če so zgubili? Vrede. Dobro. Nekaj druga zdaj, no tu sem naletel na eno stvar, pa sem poroba, pa sem nisem nikoli razmišljal. Če stisnete pest, ne, mislim prste skupne, no. Ema, ti tu iztiskaj. Zdaj pa naredite pest brez mezinca. Čutite, kak je manj močno? Ja. Nisem vedel, da je mezinec 50% moči pesti predstavlja. Res? Ko se miš kaj te mezince. Ja. Pa res? Prav. Ja, ker je nekompletni. Ne? Da te vžgem brez, pa z mezincem. Oziroma ena druga stvar se lahko iz tega sklepa, ne? Brez malega ni isto. Mali je pol. Glasbeno zadnje lepo, idealno za nov poletni segment v totem jutru. Jaz sem kar fan, moram reči, Jegrova jamranja. Mi smo ugotovili namreč, da te marsikaj zmoti. Ja, vznemiri pravzaprav. Včasih kar precej, da moram malo zadihati, pa se umiriti, ampak pride do tega. Kaj je aktualno, Jeger? Kaj je aktualno? Pazi to. Včeraj sem prebral naslov na enem portalu slovenskem in pravi tak: iz Laškega prihajajo velike novice, znanje celoten glasbeni program največjega festivala pri nas. Prosim, ustavite svet takoj. Res. Ker ko sem prebral največjega festivala pri nas, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do festivala Laško pivo in cvetje, ker verjamem, da ga tudi tam ustvarjajo ljudje srčno in s predanostjo. Nedvomno. No, tako. Nedvomno. Jaz sem tudi že tam bil zelo dobro organiziran, ampak največji, ne se hecat, prosim. 3 dni traja, ima 3 odre, kjer bo nastopilo 21 izvajalcev, pa 14 dogodkov v spremljevalnem programu. Pa piše, da je glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Kak? Slovenski pop, rock in narodno zabavni izvajalci pa 2 z Balkana absolutno ne more in ne sme biti glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Jazz Lent znotraj festivala Lent je bolj glasbeno pester, kje so pa še vsa ostala prizorišča pa odri na festivalu Lent, tako da prosim lepo, festival Lent je največji festival na prostem v Sloveniji, če ne celo v tej regiji, v tem delu Evrope. Letos bo znotraj festivala 26 programskih sklopov na 28 prizoriščih, potekalo bo 253 dogodkov, od tega 99 koncertov, nastopilo pa bo krepko več kot 1000 ljudi iz 31 držav, tako da prosim lepo, ne me več tako vznemirjati. Samo eno stvar bom rekel, Jeger, jaz te absolutno podpiram. Če pa res, za tabo, samo bi dodal še samo z besedami enega junaka v enem od slovenskih filmov: vi boste nas jebali, ne?
80. To je bila dekada, ne? Je bila. To je bila Daleč. dekada daleč nazaj, ne? Tako. Jaz sem dejansko živel v 80-ih, Res? za razliko od vaju. Ja. Kako to misliš? To si zdaj tako rekla? Ja. Kot smo mi rekli včasih, ja, bilo je pred drugo svetovno Ne, je vojno. tudi 70. O moj bog. O moj bog. Zdaj šele vidiš, ne? Ja. Zdaj pa veno baker. No, jaz sem bil vseeno še tudi v prejšnjem tisočletju ali pa stoletju, v 90-ih sem jaz živel, ima tipa kaj v nič nultih. Če je stara 2 ponedeljka, pa 3 Ja, torke. No, 80-ta so bila, kar se glasbe tiče, res posebna dekada. In v Mariboru se je v bistvu soustvarjal na nek način, se je ustvarjala nova valovska špica, ne samo v Sloveniji, ampak kar širše v tem delu Evrope, zato so bili zaslužni Lačni Franci. Njihov prvi album Ikebana iz 81. pa Adijo pamet iz 82. in Ne mi dihat za ovratnik iz leta 83 so že ponatisnili, no zdaj pa je zunaj tudi ponatis njihovega 4. albuma Slon med porcelanom. Včeraj je bila predstavitev in jasno, da smo se pogovarjali z Zoranom Predinom, kak pa drugače. In seveda je bilo prvo vprašanje kar takoj direktno povezano z dejstvom, da če je bil album Ne mi dihat za ovratnik direkten odgovor na poklic v JNA, na kaj je bil odgovor potem njegov naslednik in zdaj na novo izdan album Slon med porcelanom. To je bil v bistvu album iskanja novega načina, nove muzike, novih vsebin. Ta je bil navzunaj narejen kot neka nova podoba celega benda, tudi vizualno. In pa sam album je bil v svojih 9 komadih ponujal 9 zelo različnih glasbenih stilov. Vsak posamezno, vsak član benda je uveljavil svojo idejo in svoj glasbeni okus takratni, recimo. Ja, ampak če je kaj legendarnega na tem albumu ob glasbi, je tudi naslovnica, tista legendarna fotka Lačnega Franca z baletkami. Kako je nastala ta fotografija? To je bila ideja Miša Hochstetterja, znanega mariborskega fotografa, ki je dal to idejo, da naredimo en kontrast med nami, rockerji, in pa mladimi nežnimi baletkami. Ker ta naslov Slon med porcelanom pač napeljuje na to, da so baletke porcelanaste, krhke, mi smo pa glasni, kritični sloni, ki podiramo stare tabuje. In se mi zdi, da je to super ratalo, tudi obvitek je bil pri publiki zelo dobro sprejet. No evo. In album jasno, da tudi, ki je zdaj ponatisnjen. In zakaj ti ponatisi pravzaprav? Zakaj je to pomembno, Zoran? Zato, ker je mnogo ljudi slišalo našo muziko, ko se je pojavil internet s svojimi portali in potem so se začeli spraševati, kje bi pa lahko dobili plošče. Tile albumi niso imeli CD verzij, ne? Se je pa pokazalo, da se vrača vinil in da bi mladi ljudje radi imeli to kot album. Se mi zdi, da tako kot je knjiga iz papirja ostala živa, je živo marsikaj, kar je analognega, tako se je tudi vrnila v najmlajše generacije tudi LP plošča. Ja, niti ne v tak najmlajše, ne. Jaz tudi izpopolnjujem svojo zbirko redno, moram reči, ne, tudi s temi legendarnimi in zdaj torej je reizdana tudi legendarna plošča Slon med porcelanom Lačnega Franca. Evo, zdaj veste. Ok, zdaj pa bo tako daleč, ne? Kaj smo mislili reči, ne? Kar smo rekli, bomo naredili, ne? Kaj moramo podeliti, ne? Kruz, Kofi Crash tekma. Je bila in to že tretja pravzaprav. Ja. Tretji kavni aparat gre danes. Tako, odbajte. Odbajte. Portugalska, Hrvaška, če ste napovedali v SMS-ih 051-220-220 do začetka tekme, danes zgodaj zjutraj oziroma po noči, če ste napovedali 2-1 za Portugalsko, potem ste napovedali pravilno.
In med vsemi, ki ste napovedali pravilno, ni vas bilo malo. Ne, ni bilo. Je danes jutraj Eger, ne ima, povej celo jutraj nekaj računov, pa stavljal, pa to zdela, scrollal, ker ni bilo niti tako malo vseh SMS-ov, vseh, ki ste dali. Ja, ampak kak si žrebal, jaz ti moram res čestiti. Ja, no, pač tako veš. Ima to formulo pohorsko. Ja, pa gled, jaz nikoli nisem bil učitelj, tako veš, kak so oni včasih klicali, nikoli nisem neke številke so odštevali, seštevali. No, jaz nisem učitelj, sem si pa vedno to enkrat želel, da pač zdaj po neki taki metodi delam, ne. Tako, in izžrebana je bila poslušalka Nika, predlagam, da jo pokličemo in javiti se pa le moreš, ja, če hočeš imeti ta avtomat, tak da, aparat, pardon, zvoni. Prosim. Ja, dobro jutro, Nika, Dejan, Ema, Jeger, to ti radio tukaj. Ja, pozdravljeni. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljeni, kje smo zmotili Niko? V službi. Pridna. Nimaš ta trenutek kakšne zahtevne operacije in si lahko vzameš minutko za nas? Lahko. Pa to. Kam smo te poklicali, Nika? Razen službo. V Gabrovko. To pa kar ne. Ni tako blizu, ne? Kakšna ura vožnje ali pa še več, ne? Ja, tako. Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško, da bo se končala z rezultatom 2-1 za Portugalsko. Je tako. To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj? Čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Krups Coffee Crush, čestitke. Hvala. Imaš rada kafe? Ja, zelo. No, zelo vidiš. obožujem ga. Evo, mi smo to testirali ogromno krat in lahko samo rečemo, da je genialna kava. Odlično, se veselim, da jo poskušam. No evo, Nika, mi smo veseli, da smo ti polepšali jutro, želimo ti lep petek, čudovit vikend in uživaj v kavici in vsakič, ko boš pila, vidiš, zdaj bo to označena kava, ker se boš vedno vsaj malo spomnila na nas. Seveda se bom z veseljem. Najlepša vam hvala. Evo, tak je Nika dobila, ne? Pa je šel še tretji od bajte. Še dva imamo. Še dva in v ponedeljek povemo, katera bo nova Krups Coffee Crush tekma. Poletje je in če kaj dela poleti nadure, so to sončne elektrarne. Absolutno. In zdaj se bo končno zgodilo to, kar že nekaj časa napovedujejo, torej uvaja se souporaba elektrike, to je to, ko lahko pač z nekomu lahko šenkaš. Tako je, s 1. julijem pravzaprav se je to že uvedlo. Zdaj lastniki sončnih elektrarn bodo lahko viške proizvedene električne energije, ki je sami ne porabijo, prenesli na družinske člane, na sosede, na prijatelje, na kogarkoli pač v Sloveniji. In niti ni nujno, da je recimo prejemnik teh viškov v istem kraju ali pa nekje v bližini, lahko je kjerkoli v Sloveniji in sprejemnik bo za tisti del energije pač plačal manj elektrike, torej cena omrežnine ostaja ista, samo tisti del, ki pač porabiš, bo pa manjši. Se pravi, kaj če bi jaz zdaj začutil, ali pa bi se prebudil podjetnik v meni, bi lahko jaz to zaračunaval tudi? Tudi. Res? Agencija za energijo je nastavila en osnutek pogodbe, pa koliko bi recimo to bilo, ampak načeloma pa, kot kažejo zdaj podatki, bodo vsi tisti, ki bodo oddajali te viške, jih bodo oddajali za ston. Torej ne rabi niti nekega takega, kot bi rekli, malega zneska ali pa nekaj samo to, da nekaj je, niti tega ne rabi biti, lahko pride samo do ustnega dogovora in to je to. Ja, dokler se ne skregaš, ne? Ja, pa še za nazaj zaračunaš. Pa zameš, ne? Točno to. Ampak so stvari, na katere moramo biti pozorni, Eger. Absolutno. Na kaj je treba biti pozoren, ko se z nekom dogovoriš, da mu boš dal stran malo elektrike, no na to pa je odgovoril Darko Kramar, direktor področja podpornih dejavnosti v javnem podjetju Eles. Tisti, ki svoje viške predajo v souporabo, morajo biti predvsem zdaj v tej prvi fazi malo bolj konzervativni, naj si res preračunajo, da ne bojo mogoče preveč delili.
ker če preveč delijo, potem bodo v letnem obračunu negativno presenečena, ne? Če bodo ugotovili, da so porabili več, kot so proizvedli, in bodo mogli svojemu dobavitelju doplačati električno energijo. To je definitivno ena stvar, na katero želimo opozoriti, da so ljudje res pozorni na to in si preračunajo, koliko lahko si privoščijo, da oddajo v svojo uporabo. No tako, evo. In zdaj še čisto praktično vprašanje, če bi jaz recimo imel sončno elektrarno, pa bi želel presežek električne energije predati svojemu bratu, recimo, kaj moram... Kaj pa Emi pa meni? Ja. Vidva ne prideva v štih? Počasi. Najprej, kaj bi mogel narediti, da bi predal energijo mojemu bratu? Vidva bo ta počakala. Okay. Vi morate iti na portal Moj Elektro, izpolniti morate vlogo, v tisti vlogi določite odstotek, ki ga boste predajali svojemu bratu. Pri tistem odstotku boste pozorni, tako sem malo prej rekel, da boste res predali samo tisto, kar ne boste potrebovali. Lahko pa potem vsak mesec ta odstotek tudi spremenite. Sproti lahko. Tako. No pa, kako vem, brat, tako ima elektrarno. Lahko bi malo nama. Ja, vsaj pomemben podatek je tudi ta, da če imate res ogromno enih viškov električne energije, ki jo proizvedete, lahko to podelite med več prejemnike, ne samo enemu. Tako da, ja, bo ta tudi vidva dobila. Ker jaz sem vseeno 20 kW elektrarno. Da nimam. Ampak fajn je vedeti, če pač elektrarno imate, da lahko seveda ne kuj tak šenkate, ampak dejansko nekomu to energijo, presežno energijo podarite. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.